Namaste, ljubljeni in ljubljene. Evo mene že spet z vami. Sicer zdaj sem na kolesu, ga trajbam, da bi bil moj zdrav duh v zdravem telesu. Namazilila sem se že z ljubeznijo, odrejala, meditirala in sedaj se bom posvetila vam. Torej, včeraj sem govorila o nebožanskih vezeh. Danes bi rada razložila, kaj so te vezi, kako jih mi sploh doživljamo in kaj v bistvu one predstavljajo. Torej, nebožanske vezi sem rekla, da so se stale najbolj tam do 7. leta in se manifestirajo naprej. Ker pač starši ne dovolijo v večini, da bi se otrok individualno izražal, še posebej v času pubertete, ko pride do upora do starševske avtoritete, ponavadi so starši tisti, ki vplivajo, kako bojo njihovi otroci delovali, katero šolo bodo izbrali, katero punco, fanta bodo ljubili, s kom se bodo ženili in možili, kakšen stil življenja bodo imeli, v koga, v katerega boga bodo verjeli in podobno. Torej, jaz bi rekla starši, dragi moji starši, ne omejujte svojih otrok s svojimi predstavami. Kaj je sreča za vas, je le za vas sreča. Kar je uspeh za vas, je samo za vas. Vaši otroci, čeprav ste jih vi rodili, jih vzgajali, so individualne osebnosti, svoji jaz semi, svoja posebna individualizacija Boga in ne morejo življenje doživljati na ta način, kot ga doživljate vi, niti miselno, niti čustveno. Zato ne govorite svojim otrokom, ja, dobro bi bilo, da greš za odvetnika, ker tam so veliki denarji. A ste se vprašali, če bo vaš sin, hči sploh srečna, če bo odvetnik, zdravnik in ne vem kaj? Kaj, če si vaš otrok želi biti duhovnik? Kaj, če si želi biti vaš sin baletnik? Kaj, če vaš sin povsem drugače gleda na življenje? Kaj, če vaš otrok, indigo otrok, ste se kdaj posvetili svojemu otroku in raziskali njegovo notranjost, njegovo duhovnost, njegova verovanja in prepričanja? Ljubljeni, ne vežite svoje otroke nase, temveč jih osvobodite od sebe. Naj vendar razmišljajo svojo glavo, naj čustvujejo in občutijo svojim srcem. Saj se za njih gre. Oni ne morejo biti srečni na vaš način. Vi ste se na svoj način zaljubili v svojega partnerja, vi ste na svoj način planirali rojstvo otrok, vi ste planirali svojo zaposlitev, svojo izobrazbo in podobno. Vendar vaši otroci morajo to povsem sami storiti iz svojega notranjega jaza. In ne morete vi izbirati. Govorimo o teh vezeh, ne morete izbirati vi partnerja in partnerko za svojega otroka, češ, s to boš ti nesrečen, s tem boš srečen in tako dalje. To so samo zorni koti vašega doživljanja življenja. Vaši lastni predsodki iz vas govorijo in vaši lastni predsodki vzgajajo vaše otroke in onemogočajo potem vaše sinove in hčere v odrasli dobi, da izrazijo sebe. To je še pogosto močan problem v Sloveniji, kjer matere so zelo dominantne nad svojimi sinovi, ki jim usmerjajo dobesedno v vsak korak. Očetje so tam nekje, tam so prisotni, služijo denar, pijajo po gostilnah, domov, ko pridejo časopis, televizija, dnevnik, svojim otrokom se ne znajo posvetiti, če se pa posvetijo, se posvetijo iz lastnih predsodkov in notranjih ran, ki jih sami niso ozdravili, ker oni niso ozdravili svojih vezi s svojimi starši, sorodniki, nosijo lastne notranje travme iz svojega otroštva in mladosti in iz teh travm so vzgajali lastne otroke.
In kakor so sebe zvezali, tako vežejo še njih. In tu je ves skeč teh nebožanskih vezi, ki so stkane. In potem vaš otrok ima lahko ne vem kakšne talente, ne vem kakšne darove, ne vem kakšne sposobnosti in kakšen fenomenalen karakter. Verjemite, ne bo mogel udejaniti, ne bo mogel postati tisto, kar se želi, ker ste ga zvezali nase, na svoja prepričanja. In vi, dragi sinovi in hčere, vi ste tisti, ne bojo vas starši osvobodili od teh vezi. Vi morate prerezati te vezi na solarnem pleksusu, na drugi, prvi čakri in začeti sprejemati starše, da niso znali drugače kot le tako, ker so delali iz lastnih hran, iz lastne zvezanosti in niso mogli drugače delovati. Odpustite jim. Odpustite jim, srcem odpustite jim, niso znali drugače in še vedno ne znajo drugače. Vendar to ni razlog, da bi vi obstali na mestu in živeli življenja, kot jih živijo vaši dragi starši. Ne, vi jim odpustite, ljubite jih. Ne pozabite, ljubite jih, dali so vam življenje, dali so vam v bistvu telo, Bog vam je dal življenje. Ampak vi morate prerezati te vezi, oni jih ne bodo, ker oni niso pozdravili lastnih travm in ran v svojem življenju. Zato vam pravim pogumno, poglejte, kaj delate po kopitu svojih lastnih staršev? Ste izbrali poklic takšen, ki ga imajo radi vaši starši? Izbirate partnerje, partnerke, ki so podoba vaših staršev? Živite takšno življenje in mislite, da boste srečni, če boste živeli tako, kot so vaši starši živeli? Ne bo vam uspelo, to se vam že tako kaže v življenju. Nesrečni odnosi, slaba zaposlitev ali sploh brezposelnost, slabi medčloveški odnosi z drugimi ljudmi, polni ste krivde, polni občutka manj vrednosti, potem ki to proizvede občutek več vrednosti. Ratate potem veliki egoisti, naduteži ali pa zaprti vase, apatični in depresivni. In poglejte, enostavno je, odpustite staršem, odpustite sebi, da ste čemeli v tej temi, da niste spregledali, da niste uvideli resnice. Ampak sedaj, ko ste pripravljeni jim odpustiti in odpustiti sebi, greste lahko v rezanje teh vezi. Ne morete živeti kot vaš oče in mati. Ne morete razmišljati kot vaš oče in mati. Ne morete delovati, kot deluje 7 milijard ljudi. Vi ste unikat. In če ne živite svoj unikat, ste nesrečni, neuspešni, vedno poraženi in imate vedno sram pred okolico, strah, kaj bodo rekli, kaj bodo naredili drugi. Drugi živijo svoje življenja. Vi ga morate živeti tako, da ljubite sebe spoštujete in cenite in udejanjate svoj notranji jaz navzven. In potem vas bodo vsi sprejemali, cenili in ljubili, ker ste unikat. Če boste pa kopija vaših staršev, kopija družbene zavesti, verjemite, da boste osivela enota med 7 milijard ljudi. Si to želite? Si želite biti depresivni celo življenje? Si želite nalagati krivdo sebi in obsojati med tem tudi druge, da so oni krivi, ker so vas rodili, da je Bog kriv, ker vas je poslal na zemljo? Prosim vas, poglejte se, lepi ste, božanski ste, ravno takšni, kakršni ste. Vendar dejte te vezi stran. Ni važno, kako je oče in mati živel. Ni važno, kako tvoji sorodniki živijo in razmišljajo. Ni važno, kako oni verjamejo in kaj ne verjamejo, čemu se smejijo in kaj podpirajo, kaj kritizirajo. Le ti si pomemben. Samo ti si pomemben, ker ti boš zdrav, notranje in zunanje, edino, če sprejmeš samega sebe. Če se osvobodiš teh vezi in rečeš, dobro, moji starši so živeli tako, jaz želim živeti sebe. Poslušajte, samo sebe.
In tu ni nobenega egoizma, niti sebičnosti. Ker vi boste edino srečni, če boste delali tisto, kar čutite s srcem, ne tisto, kar čutite z glavo. Glava vedno prinese dvome, strahove in razdor. Le vaše srce, vaš notranji glas vas lahko pripelje k pravemu poklicu, k pravi partnerki in partnerju. Le vaše srce bo znalo izbrati tisto, kar je res popolno za vas, ne glede na to, kako težko bo mogoče iz začetka, ker se boste morali preseliti, ker boste mogli svojim staršem ali svojim prijateljem povedati resnico o sebi, ker boste začeli živeti svojo resnico. In verjemite, takrat, ko začnete živeti svojo resnico samega sebe, mnogi ljudje bodo odpadli stran od vas. Da, nekateri se bodo posmehovali, vam za hrbtom govorili, kritizirali in obsojali, ampak kaj vam to mar? To so oni, to so njihova ogledala. Oni to govorijo o sebi, ne o vas. Le če si v resnici, če si ti resnični ti, in če imaš dovolj poguma to zaživeti s polno paro, verjemi, vsaka depresija, vsaka anksioznost, apatija in podobne psihične motnje in negativna stanja srca, duše in duha se bodo enostavno prenehala, ker boš izbral življenje, ker boš izbral samega sebe in le takšen ti, originalen, si lahko dober tudi svojim staršem. Kaj ti mar, če si ti svojimi starši in živiš podrejeno življenje? Kaj ti mar, če živiš podrejeno življenje, kot ga nalaga okolica? Si samo še en subjekt v tej sivini, ki bo pristal na antidepresivih, na pomirjevalih in antipsihotikih. Bo še en člen v verigi v naši deželi in po svetu, kjer skoraj polovica državljanov je na nekih pomirjevalih ali antidepresivih. Sklonjene glave boš hodil po cesti, delal delo, ki ga ne ljubiš, poročil se ženo ali z moškim, kateri ne bo tisti ta pravi, delal boš dela, ki niso vredna človeka, ki niso vredna. Resnično ne. In se boš postaral, zbolel in bo prišla smrt. In kako bo potem? Rekel boš sam sebi, Bendiš, sploh nisem živel. Zatorej, dragi moji, ljubljeni moji, dobro razmislite, kdo ste. Kaj je tisto, kar mislite, da ste, pa niste? To so te vezi. Tisto, kar vi niste, so v bistvu nebožanske vezi z vašimi bližnjimi in z vašo okolico. Kaj ste poosebili? Ali res ljubite poklic, ki ga opravljate? Ali je to ljubezen vaših staršev in sreča vaših staršev? Ali res ste izbrali pravega partnerja in partnerko? Ali je to želja vaših staršev? Ali res razvijate sami sebe tako, kot vi čutite? Ali se razvijate, kot so vaši starši in kot okolica, družba tam narekuje? Jaz ne rabim biti prerokinja, da vam napovem, če boste tako živeli, da boste nesrečni, da boste pristali na antidepresivih. Če boste pa resnično odpustili svojim staršem, da so iz lastne nevednosti, iz lastnih ran naredili škodo vam, in če boste odpustili sebi, da niste spregledali in se končno prijeli v roke in rekli takole, več ne gre, jaz želim živeti svobodno, jaz želim biti nekaj na tem svetu, najti eno mesto pod svobodnim soncem. Ljubljeni, saj nihče nam ne krade svobode. Nihče ne krade naše unikatnosti kot mi sami. Nihče te ne bo dal v zapor, če bo živel sebe. Ne, nihče te ne bo preganjal, kot so Jezusa in ostale velike
svetnike preganjali. Ne, tebe ne bodo. Živi svoje življenje, tako da ne škoduješ nikomur in ničemur. Torej, v katerem zaporu živiš? V katerem zaporu se nahajaš? Kdo je ustvaril ta zapor, dragi moji in dragi moje? Kdaj zbereš pogum? Kdaj bo zbral toliko ljubezni do samega sebe, da boš enostavno šel ven iz tega zapora? Ta zapor si sam ustvaril. In le ti si tisti, ki ga lahko tudi uničiš. Ne bojte se, kaj bodo starši rekli in kaj bo okolica rekla, če boste živeli sebe. Enega dneva boste nagrajeni, ker ste unikat. Ker iz unikatnosti se vedno porodi nekaj dobrega. S tem boste prispevali veliko družbi. Veliko in ogromno, prav tako tudi svojim staršem in svojim bližnjim. Potem vas ne bodo cenili na podlagi vaše hinavščine in vaše lažne prilagodljivosti, temveč na podlagi vaše originalnosti. Ker če ste vi originalni, vaša dejanja so originalna. Če ste vi originalni, dela vas bodo potrjevala. Ker vse, kar delate z ljubeznijo, se vam bo neomejeno vračalo. Dobite nazaj svoje mnenje. Glejte lastno svojo podobo. Prišel bo čas, ko boste ovekovečeni zmago. Prišel bo čas, ko bodo tisti, od katerih se razvezujete, rekli: super, imel si prav, imela si prav. Dragi moji, ni večjega daru kot živeti svobodno v notranjosti in zunanjosti, kot izražati originalnega sebe. Potem vam bodo tudi vaši starši in vsak, ki vam resnično želi dobro, čestitam. Jaz pa verjamem v vas in vam sedaj čestitam, ker vem, da ste na poti zmage. Vem, da zmorete ljubiti sebe in biti svobodni. Čestitam na vaši prihajajoči zmagi. Z vami sem bila vaša sestra, prijateljica, znanka Ašara. Namaste, ljubim vas.